Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni v oddaji Minute za zdravje. Pomlad se je prebudila in prav v tem času mnogi tožijo za nekakšno utrujenostjo. In prav pomladanska utrujenost bo tema našega današnjega druženja. V svoji družbi pa lepo pozdravljam magistrico farmacije Polonco Fialo Novak iz Pomurskih lekarn. Pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam in seveda vsem našim gledalcem. Res je, dobro ste uvodoma začeli, pomlad se je pričela, komaj smo letos nekako pričakali jo in vendar, kot pravite, o pomladni utrujenosti je vedno več nekako tistih, ki toži, zato bo tudi danes o tem govora. Morda celo včasih rečemo paradoksno je, kaj ne da pomlad, ki prinese seboj veliko obilico sonca, boljše energije, takšne in drugačne, pa vendar nas nekako potegne v tisto utrujenost. Zakaj je temu tako? Kaj lahko storimo, da se bi tega morda izognili ali pa bomo rekla, da bi to nekako preskočili čim lažje, pa bova danes v naši oddaji tudi povedala. Gospa Polonca, zakaj se pravzaprav torej ta pomladanska utrujenost v tem času pojavi? No, zanimivo je najprej, da vemo, da pomladanska utrujenost nikakor ni bolezen, da ne bi kdo mislil, da bova govorila o neki bolezni, ampak je zgolj stanje. Stanje našega telesa, ki se nekako prilagaja na te spremembe. Kdaj namreč nastopi takšna ali drugačna utrujenost? Vedno nastopi, ko se menja vreme, takrat ponavadi ljudje tožijo, sedaj pa se bo menjalo vreme, torej občutimo na sebi, na telesu to občutimo. Torej ob menjavi letnih časov, vremena, takšnega ali drugačnega. Torej, pomlad ni izjema. Ko se letni čas menja, še toliko bolj, sedaj smo preskočili iz tiste dolge zime, lahko rečeva, letos je bila dolga zima, v pomladni čas. To se pravi, ta preskok ni nikakor enostaven. Kaj se namreč zgodi? Moč sončnih žarkov se poveča, temperature kar naglo narastejo, tistih lepih, milih prehodov, kot jih poznajo naše babice, dedki, morda skoraj da ni več. Naenkrat preskok iz minusa na hiter plus. To se pravi, to so spremembe, ki jih telo nekako more dohajati, ujeti. Zdaj, kaj se takrat zgodi? Telo mora nekako ujeti temperaturo, mora se prilagoditi z presnovnimi procesi, morajo se žile razširiti, pretok se krvi mora povečati. To se pravi, za to dejavnost, te procese, pravzaprav telo potrebuje več energije. Vemo pa, da je v tem času pravzaprav je primanjkljaj. To se pravi, ravno iz tega potrebuje več energije, kot jo lahko naenkrat nekako izvede, dovede in v tem smislu se potem tudi nekako pojavi ta utrujenost, rečemo pomladanska utrujenost, ki nas ponavadi kar nekako ustavi ali pa bomo rekla nekoliko onesposobi za delo. No in ko občutimo to pomladansko utrujenost, kaj nam je storiti? Res je, pomladanska utrujenost namreč je težava, zaradi katere tudi ljudje pogosto lahko rečemo obiščejo lekarno, porečejo, gledajte, utrujen sem, nimam energije, nimam volje, čeprav rečemo, prej smo imeli takšne ali drugačne načrte, da bomo postorili zdaj to, zdaj ono, imeli smo načrt, da bomo okolico hitro uredili, prekopali vrt morda, sedaj pa vse to nekako čaka. To se pravi, kaj nam je storiti? Lahko si veliko pomagamo sami, kot pri vsaki težavi, še posebej pri tej utrujenosti. Kot prvo se bova osredotočila zagotovo na to, da bova omenila, da je prehrana izjemno pomembna. Utrujenost namreč nastane tudi zato, ker je morda zimski čas bil nekoliko v primanjkljaju s temi dobrimi hranili, bom rekla, nekoliko bolj kalorična hrana, malenko smo bolj poležavali po zimi, pomlad pa nam prinese nove izzive. To se pravi, prehrana naj bo toliko temu, da bo sledila zdrava prehrana, uravnotežena prehrana, manjši obroki, več na dan obrokov, to je izjemno pomembno. Zdaj včasih se na pomlad lotevajo nekih drastičnih diet, seveda to odsvetujemo. Lahko neko prečiščevalno, morda dieto oziroma prečiščenje organizma, kot radi rečemo, uvedemo. Vendar ne naenkrat in ne nekih drastičnih sprememb. Veliko sadja, veliko zelenjave, veliko tekočine je izjemno pomembno. Zavedati se namreč moramo, govoriva danes o energiji, ki nam jo v pomladni utrujenosti primanjkuje. Energijo dobimo kako ali tako drugače vedno iz hrane. To se pravi, hrana je tista, ki preko nekih procesov, metabolizma, s pomočjo kisika pretvarja hrano v
bomo rekla, v energijo. Zraven sodelujejo vse celice, mitohondriji so pomembni, to se pravi, rečemo take zakladnice ali energija, peči energije, in to se pravi, če ni hrane, lahko tečejo vsi procesi, energije pa ni. Torej, kot prvo, prehrana. Kaj je še pomembno? Vemo, da je pomembna za našo splošno dobro počutje svetloba. Tudi vemo, da rečemo včasih, če bi bilo recimo nekoliko boljše vreme ali pa malenkost več sončka smo tarnali sedaj v dolgi zimi, bi se bolje počutili. In res je, to ni iz trte izvito, namreč svetloba vpliva na to, da se sprošča, mi rečemo, hormon sreče, serotonin, ki nam avtomatsko dvigne razpoloženje. Vse, kaj je serotonin, nam lastna snov, vendar jo uporabljamo tudi v zdravilih sinteznega izvora v obliki določenih antidepresivov. To se pravi, svetloba pa nam ta hormon avtomatsko sama nekako dvigne. Iz tega vidika svetloba pomembna. Hkrati, ko smo mi na svetlobi, se pa zmanjša izločanje melatonina. Kaj je melatonin? Je pa tisti faktor, ki vpliva na to, da postanemo utrujeni, zaspani. To se pravi, svetloba ima dvojni vpliv. Dvigne hormon sreče, hormon zaspanosti pa ublaži. Iz tega vidika imamo več energije. Zdaj, da bomo nekako svetlobo skombinirali skupaj z aktivnostjo, lahko rečemo, da je tudi to neki preventivni ukrep. Če se mi dovolj gibamo na svežem zraku, seveda govorimo o nekih normalnem gibanju, ne rabimo spet ne pretiravati, drugače bo ravno kontraefekt. To se pravi, gibanje na svežem zraku, na prostem, bo prineslo kisik v naše telo. Prej sva rekli, kisik je pomemben, da lahko v celicah nastaja energija. In iz tega vidika bo v neki športni aktivnosti, v sprehodu v naravo tudi izboljšano počutje, utrujenost bo kar nekam prešla. To smo sedaj zajeli kar 3 faktore. Imamo samo neke aktivnosti naštete. Kaj pa počitek? Zagotovo, da ne bomo utrujeni, moramo to pravilno uravnovesiti. To se pravi gibanje, aktivnosti z počitkom. Včasih v današnjem času namreč to nekako zaniha, vedno je nekako v višini tisto gibanje, aktivnost. Dajmo to uravnotežiti z počitkom. Pomeni, da telo, ko zaprosi za počitek, mu ga tudi ponudimo. Kaj delamo napako? Ponavadi dolgo v noč bedimo, skušamo v enem dnevu, kot sem rekla, vse postoriti, da bo vse, kot se spodobi za pomladne dni, in pretiravamo. Telo pa zahteva počitek, predvsem tisti, tam bom rekla, najbolj kakovosten spanec je tam do polnoči. Če te ure zamudimo, je spanec veliko manj kvaliteten. To se pravi, lezimo hitro k počitku, dokaj hitro, in se zjutraj raje malenkost prej prebudimo. Izjemno pomembno za usklajevanje energij. Ker sva prej govorila o hrani, morda še nekaj besed o tekočini, o pijači. Tudi ta je pomembna. Zakaj? S tekočino mi namreč našim celicam, o tem danes že kar govoriva, dovajamo hranljive snovi. Hranljive snovi za energijo. Vse strupene snovi, tiste, ki jih ne potrebujemo, razkrojke presnovnih procesov, metabolite, zdravil, hrane, kakorkoli, pa z tekočino izpravljamo. To se pravi, tekočina naj bo spet zastopana, včasih rečem v višji količini, kot jo nekako človek danes nekako zaužije. Premalo pijemo, to je dejansko dokazano. Vse 1,5 litra tekočine, govorimo o nesladkanem čaju ali vodi, ne o nekih sladkih sokovih, ne o gaziranih pijačah. To je dejansko, dosežemo kontraefekt, to se pravi zdrava tekočina, napitki, zelenjavni sokovi, sadni sokovi, doma pripravljeni nesladkani ali pa najbolje je voda, bo spet doprinesla k temu, da bo energije nekoliko več. Veliko sva zdaj povedala, kako si lahko pomagamo s prehrano, tekočino, razporeditvijo počitka in aktivnosti. Kaj pa pomoč v lekarni, če vse to skupaj ne zaleže? Res je, tudi to je nekako iztočnica, lahko rečeva, v tisto smer, da bomo utrujenosti lahko kos oziroma da jo bomo mi nekako prelisičili. Zagotovo, sedaj bom poudarila, zagotovo je tisti temelj zdrav način življenja. Kot sva sedaj rekla, zdrava prehrana, gibanje in tako naprej. Včasih bodimo realni, velikokrat to lažje
povemo, govorimo, kot pa v realnosti potem izvedemo. Včasih je neka pomoč k temu seveda nujna. Zdaj, po čem bi lahko posegali? Zagotovo bom izpostavila vitaminske mineralne pripravke. Zakaj? Rekla sva prej, pomlad je tista, ki nekako pokaže vrzeli v pomanjkanju teh vitaminov in mineralov in takrat primanjkljaj lahko nadoknadimo prav z dodatki, ki jih dobimo v lekarni brez recepta. Zdaj, katere vitamine, morda minerale bi izpostavila? Zagotovo je pomembno, da so pravzaprav zajeti vsi v nekem ravnovesju. Vse v življenju mora biti v ravnovesju in včasih ni dobro, da pretiravamo recimo samo z enim vitaminom, enim mineralom. Veliko več naredimo, če nekako uravnotežimo v zdravih mejah. Izpostavim C vitamin, ki ga vsi poznamo, odpornost, delovanje vseh celic, telesa in tako naprej. Zagotovo pomemben, še bolj pa mogoče v tem vidiku vitamin B. Vitamini skupine B v tem smislu pomagajo k zbranosti, koncentraciji, spominu, to se pravi, izboljšajo neke kognitivne funkcije in v tem smislu utrujenosti so zelo pomembni. Mogoče izpostavimo železo. Železo, čije pomanjkanje vodi v slabokrvnost, to vemo. Vendar se morda malenkost orientiramo nazaj, pomislimo, kaj je tista prva simptomatika slabokrvnosti. Nič drugega kot pa utrujenost. To se pravi, ponavadi so ljudje, ki so slabokrvni, prvotno utrujeni. In to se pravi, mi, če dovedemo prehranske dodatke, tudi z železom, bomo to nekako uravnovesili. Potem gremo naprej, kakšna zadeva, koencima Q10 izpostaviva, o tem večkrat govorimo. Encim Q10 je nam lastna, bom rekla, telesu lastna snov, je zakladnica energije, radi rečemo velikokrat, pomaga pri psihofizičnih naporih, takšnih ali drugačnih, in tudi v tem smislu pomladanske utrujenosti nam lahko dobro zaleže. Matični mleček mogoče, ginseng, to je tako imenovana korenina moči, ki jo že naša ljudstva v prazgodovini so uporabljala, to se pravi dolgo že nekako v ljudski medicini se uporablja in tudi sedaj se ga lahko s pridom torej nekako poslužujemo. Prej sva omenila neko naravne zadeve oziroma bom rekla predvsem gibanje v naravi, lahko tudi naberemo malo regrata, malenkost teh mladih poganjkov kopriv, si skuhamo čaj. Ne bom rekla, da je to, včasih govorijo, da popolnoma prečisti kri in jetra in ne vem kaj vse. Zagotovo pa kot takšna tekočina dobro deluje in tudi na neke presnovne procese, kar se tiče čiščenja osnovnega, pa lahko zagotovi, tako da tudi to je dobrodošlo. No in pri vsem tem nam lahko pomaga morda tudi homeopatija? Res je, zelo dobro vprašanje. Homeopatija je danes pravzaprav nekoliko morda mlajša veda zdravljenja, alternativna seveda, vendar v smislu utrujenosti se je izkazala za izjemno učinkovito. Vendar pa morda v homeopatiji, kot vemo, je dokaj specifična metoda zdravljenja, kjer je posameznik obravnavan ne samo kot skupek nekih simptomatike telesne, ampak tudi doživljanja, karakterja in tako naprej. Tudi v tem smislu tukaj sama utrujenost ne bo kaj dosti povedala. Mi moramo vedeti v homeopatiji, kdo je utrujen in zakaj je utrujen. To se pravi, popolnoma drugače bomo zdravili, recimo, dava primer človeka, ki je prej sva rekla, včasih se nekako prenaglimo in si vse nekako delo razporedimo v enem dnevu. To se pravi človeka, ki je pretiraval. V enem dnevu je prekopal vrt, seveda da je utrujeni. Popolnoma drugače ga bomo zdravili, če rečemo, oziroma pomagali mu, kot pa človeku, recimo, ali pa nekemu študentu, ki vse dneve sedi pred knjigami in dejansko intelektualni napor, oziroma ta napor, kar se tiče kognitivnih funkcij. In oba dva ta človeka bomo pa zdravili popolnoma drugače, kot pa recimo, dajva primer še sodobnega človeka, menedžerja recimo, ki ima veliko skrbi, kar naprej telefoni zvonijo, je morda opravil čezoceanski let, to se pravi, pa je tudi utrujen. Ti trije ljudje zahtevajo drugačno obravnavo. In homeopatija je tukaj izvrstna. Recimo človeku, ki je prekopal vrt, ga vse boli, je utrujen, bomo dali arniko, homeopatsko arniko montano, da ne bodo ljudje mislili, da govorimo o kremi arniki ali o čemarkoli drugem, lahko tudi, ampak govorimo o homeopatskem zdravilu, arnika montana. Se dajo te kroglice pod jezik in človek tudi ne samo, da je utrujen, bolečine v mišicah pojenjajo, splošno kondicijo pridobi.
študenta sva izpostavila, bo arnika montana mu ne bo pomagala, čeprav je tudi utrujen. Zagotovo tukaj izbor, recimo kalium fosforikom, acidom fosforikom, homeopatski, napram menedžerju, ki sva rekla, da je od skrbi, od stresa utrujen, ta pa recimo homeopatska nux vomika odlično pomaga. To se pravi, imamo kar veliko pestrost, spet tudi tukaj v tem smislu zdravil iz zakladnice homeopatije in lahko zelo dobro zadeve rešujemo. Tako da, če nekako skleneva, vidiva veliko pripravkov tako v lekarni, veliko tega, bom rekla, se skriva v nas samih v procesu tega samozdravljanja oziroma v tem, da smo lahko kos utrujenosti. Vendar verjamem, da s takimi nasveti, ki sva jih danes podala, nekako tudi spravila v to smer razmišljanja. Verjamem, da bodo naši gledalci lahko nekako pomlad doživeli v tistem polnem razmaku vsega tistega dobrega, kar nam pomlad s seboj prinaša. Res je, pomoč nam je na voljo, sami ste povedali. Gospa Polonca Fiala Novak, hvala za nasvet in pogovor. Lepa hvala tudi vam in seveda lepe pomladne dni želim. Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, vam pa hvala za pozornost. Vidimo se čez 2 tedna.